Danes sta z menoj Katarina in Belina. skupaj vam bomo prebrale pravljico o Frančku. Današnji naslov je Franček reče, Rad te imam. pa poslušajmo. Franček je menil, da je zelo srečen. Menil je, da ima najboljšo zlato ribico. Menil je, da ima najboljše prijatelje in najboljšega plišastega psička. Predvsem pa je menil, da ima najboljšo mamo na svetu. Frančkova mama je pekla mušjo pito posebej za Frančka. Mama je lovila žogico, tudi kadar ni imela časa. Mama je Frančku pred spanjem vselej prebrala 2 zgodbici, tudi kadar je bila utrujena. Ko je torej babica povedala Frančku, da ima njegova mama naslednji dan rojstni dan, je Franček sklenil, da ji podari najlepše darilo, kar si ga je mogoče misliti. Franček je želel mami pokazati, kako rad jo ima. Vsako leto je Franček izdelal darilo za mamo. Všeč ji je bila ogrlica iz makaronov, ki jo je naredil zanjo. Njegov avtoportret je obesila na steno. Klobuk, ki ga je naredil, si je nadela celo za v trgovino. Letos je Franček sklenil, da bo mami kupil kaj posebno lepega. Izpraznil je nahrbtnik in šel v mesto. Ogledal si je vse v trgovine, a vse je bilo predrago. Kako naj mami pokažem, da jo imam rad, se je spraševal, ne da bi ji kupil drago darilo. In Franček se je odpravil po nasvet. Napotil se je čez most do medvedovega doma. Medved, je rekel Franček, kako naj mami pokažem, da jo imam rad, ne da bi ji kupil drago darilo. Jaz mami vselej prinesem, Zajtrk v posteljo, je rekel medved. A Frančkova mama je večkrat rekla, da ne mara drobtinic v postelji. v postelji. Franček se je napotil čez jase z jagodičjem proti polževemu domu. Polž, je vprašal Franček, kako naj mami pokažem, da jo imam rad, ne da bi ji kupil drago darilo. Kaj je rekel polž? Jaz mami vedno prinesem rože. A Franček je svoji mami ravno prejšnji dan nabral šopek regrata. Franček se je odpravil čez travnik proti Bobrovkininem domu. Bobrovka, je vprašal Franček, kako naj mami pokažem, da jo imam rad,
ne da bi ji kupil drago darilo. In kaj je rekel? Jaz mami vedno narišem sliko s srčki in rožami ter križci in krosci. Križci in krosci? Je vprašal Franček. To pomeni poljubčke in objeme, je razložila Bobrovka. A Franček je mamo objel vsak dan, ko je prišel iz šole, in jo vsak večer poljubil. Franček je stopil okrog ribnika do kraja, kjer je stanovala gos. Gos, je vprašal Franček, kako naj mami pokažem, da jo imam rad, ne da bi ji kupil drago darilo. Jaz svoji mami vedno izdelam kakšen čeden nakit, je rekla gos. A Frančkova mama je že imela ogrlico iz makaronov in ogrlico iz perlic. Franček je bil utrujen in lačen, pešačil je vso pot do doma. Mamin rojstni dan je bil že naslednjega dne, Franček pa še vedno ni imel darila. Franček je vprašal očeta, kako naj mami pokažem, da jo imam rad, ne da bi ji kupil drago darilo. Vsak dan zanjo počneš prijazne stvari, je odgovoril oče. Zakaj sprašuješ? Ja, ker ima mama jutri rojstni dan, je rekel Franček. Oče je bil videti presenečen. Kaj, ko bi ji sestrica izdelala voščilnico, je predlagal oče. Jaz pa bom skočil v trgovino. Franček je pomagal Albinci izdelati voščilnico, a večino dela je opravil sam. Včasih si je želel, da bi bil še majhen kot Albinca. Ona je bila vselej tako brezskrbna. Zgodaj zjutraj naslednjega dne se je Franček nečesa domislil. Naredil bo vse, kar so mu predlagali prijatelji. Za mamo je naredil čedno broško, narisal ji je sliko s križci in krosci. Na vrtu je nabral cvetje, na pladnji je pripravil zajtrk, na vso moč se je potrudil. Franček in Albinca sta mami zapela. Vse najboljše zate, vse najboljše zate, vse najboljše, draga mami, vse najboljše zate. Nato je mama v postelji pozajtrkovala in z roko pometla drobtinice s postelje. Broško si je pripela na pižamo. Rekla je, da se ji zelo všeč Albinčina voščilnica, Frančkova slika in škatla za orodje, ki jo je podaril Frančkov oče. Polepšali ste mi dan, je rekla mama, a Franček še ni končal podeljevanja daril. Za mamo je pripravil še nekaj,
česar se je domislil čisto sam. Franček je mamo objel in poljubil, nato pa je rekel: Rad te imam. Te 3 besede so lepše od vseh dragih daril, je rekla Frančkova mama. In v tem trenutku je Franček spoznal, da je našel najboljši način, kako pokazati mami, da jo ima rad. Katere so te 3 besede? Rad te imam. Nasvidenje.